Nogometna zveza Slovenije je bila, je in bo ostala največja panožna organizacija pri nas. Iz več vidikov, po številnih kriterijih in mnogih parametrih. Številke so zgovorne: 265 klubov, 1690 trenerjev in 60 336 registriranih nogometašic in nogometašev, kar predstavlja petino vseh registriranih športnikov v Sloveniji. Zveza, ki ima pod svojim okriljem razvejano družino najpopularnejše športne panoge, je v dobri kondiciji. Pa če gledamo organizacijsko, tudi finančno, moram reči, da ja. Če pa gledamo rezultatski, tukaj bi pa rabili nekaj boljših rezultatov in kakšno ponovno uvrstitev na neko veliko tekmovanje, potem bi bilo vse v redu. Članska reprezentanca seveda ni edini produkt nogometne zveze, je pa v vseh pogledih najbolj izpostavljen in tudi svojevrsten ambasador zveze oziroma države. Povsod po svetu konkurenca je izjemna. Nobenega danes ni enostavno zmagati na igrišču. Ta slovenska reprezentanca relativno dobro igra proti dobrim reprezentancam in teže takrat, ko igra sebi enakim in nekaj niže rangiranim. Gre za neko širino nekega kadra, ker mi premoremo to, kar pač imamo. In prav v smer zagotavljanja pogojev za kvalitetno delo z aktualno oziroma s prihajajočimi generacijami nogometašic in nogometašev je tekla beseda na skupščini. Zastavljene so številne aktivnosti v to smer. Ena pomembnejših je finančna pomoč deležnikom za izvajanje njihovih programov. Zveza jim je iz 19,5 milijonskega proračuna namenila kar 4,5 milijona evrov, kar je največ doslej. Nogometna zveza Slovenije vse to, kar realizira in ustvari v tem prihodkovnem smislu, v bistvu vrača v nogomet do zadnjega centa. In vse to, kar pač pride na nogometno zvezo, se redistribuira naprej. Ali za aktivnosti, ali za reprezentance in tudi za klubski nogomet. Govorimo za klubski nogomet na vseh ravneh, od najvišje do najnižje lige. Razdeljena sredstva so seveda pospremljena z željami, ki gredo od temeljev pa vse do vrha piramide. Upam, da se je ta reprezentanca zdaj stabilizirala in da glede na kakovost igralcev lahko doseže tudi ta odmevni rezultat. Kar bo seveda dalo pravo težo prizadevanjem vseh, ki so in bodo vpeti v aktivnosti. Ustrezen pomen sta redni letni skupščini Nogometne zveze Slovenije namenila tudi visoka gosta iz Evropske in Svetovne nogometne zveze. It's certainly nice to see some familiar faces again. And really great to see how the federations bounced back after the pandemic, right away from grassroots all the way to the top. Really hard work, good work being done in the last year. So very impressive to see some good results in the 2021 year. We are working together to host here the Ukrainian national team for their training camp. So the strategic plan for the 2025 until 2025 also was composed with our Grow department in UEFA, and we are looking forward to see the positive results coming out and keep on the good work. In tiste, ki nadaljujejo in vztrajajo leta in desetletja, velja izpostaviti z nagrado in vzpodbudo. Predsednik Mijatović je tokrat podelil 8 plaket posameznikom in 13 klubom jubilantom. Najvišje nogometnemu klubu Tolmin, ki je praznoval častitljiv jubilej. 100 let kluba je neka taka res, mislim, da velika obletnica, tako da veseli me, da sem sam bil del kluba kar precej teh zadnjih let in da smo uspeli klub prepeljati skozi vsa ta turbulentna obdobja vse do današnjega dneva. Častni člani Nogometne zveze Slovenije so postali 3 nogometni delavci. Marjan Lenartič z Ptuja, Bajram Razican iz Društva nogometnih sodnikov Slovenije ter Darko Žižek iz Dravograda. Slednji je nekako povezal misli vseh. V svoj čas, prosti čas, pa tudi drugače sem se zapisal v nogometu. Tako kot je bilo rečeno, že v mlajših letih, potem kot trener, kot funkcionar. Tudi sedaj še delujem v nogometnem klubu Dravograd oziroma Koroška Dravograd. Sem soustanovitelj nogometne šole, delam večinoma z mladimi in to mi je veliko veselje. Če je bila rdeča nit rednega letnega zbora delegatov Nogometne zveze Slovenije namenjena vztrajanju na zastavljeni poti, še posebej po vseh preizkušnjah s pandemijo, je tu še pika na i. Ne obupati, včasih je pot tudi trnova, ni lahko, naletiš na razne ovire, ki pa se jih da za voljo premagati. Besede, ki izvirajo iz dejanj za vzpodbudo na poti proti novim izzivom.